Hello, lep pozdrav, moje ime je Nuši, če hočeš imeti se fajn, radioaktivno zdaj posluši. Vse, kar si hotla, je bil pis poročila, da napišeš oprosti, ni za zmeri pozabila, bolečino v prsih in pa slabe spomine. Vse, kar mi ostanejo rime. Doživela sem trenutke, sem jih vedno želela, občutek sreče, da še zdaj nisem dojela. Verjela sem v sanje, da popolnost obstaja. Nisem razumela, kaj v meni se dogaja. Trenutku sekunde se je vse zavrtelo. Vse, kar je bilo lepo, zdaj me je bolelo. Ne morem verjeti, da roko v ogenj bi dala. Vse bi bila naredila, pa te sploh nisem poznala. Ne misli, da je bil poraz, preveč sem dobila. Kolegi so ostali pozitivna energija, stali mi ob strani in mi dali podpore. Hvala sem še enkrat za velik dobre vole. Zmeri so sprejeli me z odprtimi rokami. Večkrat sem to lažla, vse na vaši rami. Kdo je ta pravi in kdo je fake, sem odkrila. V hrbtu od noža je še zmeri brazgotina. Vse, kar si hotla, je bil pis poročila, da napišeš oprosti, bi za zmeri pozabila bolečino v prsih in pa slabe spomine. Vse, kar mi ostanejo rime. Vse, kar si hotla, je bil pis poročila, da napišeš oprosti, bi za zmeri pozabila bolečino v prsih in pa slabe spomine. Vse, kar mi ostanejo rime. Daleč od oči, daleč od srca, eni pravijo, da ljubezen ne pozna meja. Nič ne bom rekla, sem dokazala oboje, sposobnost preživeti in boriti se za svoje. Zmeri govorim, da nič ni nemogoče, puško v koruzo se mi zdelo je otroče. Ne morem verjeti, na kak način se to lažeš, še vsak mi je rekel, kak to da ne opaziš. Resnica pač pokaže, da se sebi lažeš, vznotri se držiš, na zun pa ne pokažeš. Ne morem se odločiti, da sovraštvo ali respekt, v tvoji zaslugi sem še vedno med. Na koncu sem prišla vseeno do istega zaključka, da ni imelo smisla in zakaj bi se mučila. Premlada v tem smislu, če gledam dolgoročno, je treba narediti črto, prijem bo premočno. Vse, kar si hotla, je bil pis poročila, da napišeš oprosti, bi za zmeri pozabila bolečino v prsih in pa slabe spomine. Vse, kar mi ostanejo rime. Vse, kar si hotla, je bil pis poročila, da napišeš oprosti, bi za zmeri pozabila bolečino v prsih in pa slabe spomine. Vse, kar mi ostanejo rime. Čeprav je se slabla, se da kaj naučit, oceniti nisem mogla, ker sploh nisi bil odkrit. Konec koncev pa sploh ne morem zameriti, to je moj začetek in mi dosti pomeni. Na svetlo plat obrnem, da se ne bi bremenila, lahko pa priznam, da sem se dosti naučila. Še vedno sem hvaležna za uvod v sedanjost, zdaj ti lahko pokažem, kaj pomeni vztrajnost. Vse, kar si hotla, je bil pis poročila, da napišeš oprosti, bi za zmeri pozabila bolečino v prsih in pa slabe spomine. Vse, kar mi ostanejo rime. Vse, kar si hotla, je bil pis poročila, da napišeš oprosti, bi za zmeri pozabila bolečino v prsih in pa slabe spomine. Vse, kar mi ostanejo rime. Vse, kar sem hotla, je bila slišana skladba, ki jo je zapela Nuši. Nuši je tudi z mano v oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav, pozdravljeni. S to skladbo smo te spoznali, mislim, da že 10 let nazaj. Ja, letos bo 10 let, odkar je nastala moja prva, mislim ne prva pesem, ampak ena prvih bolj prepoznavnih pesmi, za katero sem tudi posnela svoj prvi videospot. Pa še vedno lahko rečem, da je ena najbolj priljubljenih med poslušalci. Si s to skladbo želela povedati, kaj vse hočeš na glasbeni sceni? Pesem ni šla ravno v glasbeni sceni, ampak je govorila o enem odnosu, ki sem ga takrat imela, in govori o nekem takem partnerskem odnosu, neka srednješolska ljubezen, najstniška, o tem govori pesem. V bistvu lahko se sicer potegnem vzporednico, tudi povem marsikaj o tem, kar si v življenju želim.
To je res. Na glasbeni sceni pa si že 15 let. Tako sem prebral PR sporočilo. Ja, tu nekje se vrtijo te številke. 15 let je sigurno že od tega, kar sem začela s svojimi koreninami pevskimi. Si zadovoljna z dosedaj narejenim? Kot perfekcionistka bi rekla ne, ampak zavedam se in sem hvaležna za vsak uspeh, ki sem ga dosegla do zdaj. Ni jih malo, tudi na glasbenem področju ne, ker nekaj dobrih komadov imam za sabo, dobrih videospotov in kvalitetnih. Na ta način vsekakor sem zadovoljna. Si ena izmed redkih slovenskih reperk ali pa celo edina? Aktivna, sigurno edina, se pa sigurno še najde katera, ki se pač mogoče ne izpostavlja javno. Redke so tudi svetovne merilo, ti je potem katera vzornica? Je res, ja, so tudi svetovne merilo redke. Posebej vzornice nimam, trenutno najbolj aktualne, ki jih tudi seveda poslušam od Cardi B do Nicki Minaj in tako naprej. So zelo dobre, no, delajo tak res modern stil glasbe, ki mi je všeč. Ste reperke že povzdignile glas in rekle, rade bi bile enakovredne, enakopravne moškim reperjem? O tem bi se dalo debatirati, čeprav jaz nikoli nisem gledala na to kot neka konkurenca, kot vedno smo bile ženske proti moškim na vseh področjih. Nismo tretirane enako, no. Ampak jaz nisem nikoli imela problemov s tem. Pred kratkim so ameriške nogometašice kar povzdignile glas, če si spremljala. Spremljali nisem, ampak edino pravilno. Rade bi bile tudi enako plačene in podobno, ne? Tudi reperke verjetno bi rade enako zaslužile kot moške. Ker vemo, da se kar obračajo milijone evrov, dolarjev. Meni se sicer ne sanja, kaj se tam dogaja, pa vprašanje, če se mi kdaj bo, ampak ja, pravilno. Stojim za tem tudi jaz. Kako to, da si odločila za solo repersko pot? Običajno poznamo reperje v teh raznih sodelovanjih, featuringih. Težko rečem, da to ravno odločitev. Mogoče niti ni bilo kdaj kakšne priložnosti, ali pa se še niso ljudje pravi pojavili na moje poti, s katerimi bi mogoče sodelovala. Delala si prej v svojih vzornicah, delaš potem po podobni poti ali iščeš neki lastni glasbeni izraz? Ravno zaradi tega sem rekla, da pravzaprav težko rečem, da imam vzornik ali vzornico. Tudi kar se stila glasbe tiče, ki ga jaz osebno poslušam, je ful raznolik. Ni samo rap, hip-hop, jaz res poslušam vse. In ne oziram se na to, kaj delajo drugi. Želim tudi nek svoj stil, neko svojo pot pelati, no. Greva k drugim. To bo pot v neznano. Si se z glasbo podala na pot v neznano? Skorda res. Sploh takrat, ko se je začela naša skupna pot sodelovanja s Sixpack Čukurjem, sodelovanje s katerim je ta komad nastal. Ti si z Koroške, on je z Veleja. Takrat je že bil Mariborčan, bila smo pa precej blizu, ja. Po zabavi after party greva dalje v noč. Pridi in skrivaj, ti bom razkrila svojo moč. Zavrtela boke, obula pete visoke. Pridi, da začutiš, kaj naredijo moje roke. Te zanima, kot mi teče iz jezika in tale rima. Ne priznaj, da te zamikajo moje misli, da me odpelješ v neznano. Baby, z mano lahko zamenja svojo damo. Nobenih omejitev, tu nobenih ni pravil. Me briga, kaj si mislijo, tak je pač moj stil. Bo gre proti jutru, bolj je zanimivo. Jaz ti častim pivo, ti pa men tekilo. Ajde roke v zrak, da še ni čas za spat. Jaz sem dosti energije te da, ne se bat. In da ne bom pozabla, moje ime je Nuši. Če hočeš živeti z nami, ta refren posluši. Ko ti bas udari o glavo, ko zapuščaš najbolj noro, hudo fino zabavo. Ko si z mano, ker mi to znano. Na tvoj ukaz stopim pred sabo, vidiš najbolj noro, hudo seksi postavo. Ko gre z mano, pot v neznano. Mala pozno, ampak zen. Jaz sem Six, usedite z mano v avto, grema pot v X, nekam v neznano. Se veš, da sem full of tricks, veš, da furam skateboard, odkar sem age 6. Pozabimo zdaj na sporte, jaz sem te sorte, rad imam sladko. Sam nimam rad torte, sladica CD, zec na 1 in 2. Easy baladice, trdi biti pa še vem. V bistvu niso biti, važen je flow in najn se vleče že dolgo. Ne gremo še domov, vse že rano jutro. Jaz počutim se kot vampir, zapiram oči in pritiskam na plin. Svet je moj, čeprav ne furam Lamborghini. Folka nikjer, vsi so soncom izginili, nekam v neznano.
in tja grem tudi jaz. Mala, če si z mano sed, zategne se pas. Ajde gas. Ker mi to znamo. Na tvoj ukaz stopim pred sabo, vidiš najbolj noro, seksi postavo, pogri z mano. Potuje znano. Pot v neznano, Sixpack Shakur featuring Nushi in Petra Rola. Kdo je potem tretja oseba zraven? To je pevka, Mariborčanka tudi, ki je posodila svoj glas za refren. Nushi, kot reperka dokazuješ, da tudi ženske v repu zmorete. Absolutno da. Vse se da, če se hoče in nič ni nemogoče. Je rep kot neki način pripovedovanja glasbe, lažji način podaja nekih zgodb? To je predvsem tisto bistvo, zaradi katerega delam to zvrst glasbe, ker se mi zdi, da to je en takih najlažjih načinov sporočanja svojih zgodb, svojih misli, svojih želja in idej. Preko repa se mi zdi dosti lažje kot mogoče preko katere druge zvrsti, ker se da dosti več povedati. Ideji imaš dovolj, oziroma zgodbe verjetno najdeš, zato da lahko neko zgodbo o tem preko glasbe poveš? Zgodbe lahko najdemo na čisto vsakem koraku, ideja se lahko utrne kjerkoli, kadarkoli, črpam pa seveda iz mojih lastnih izkušenj, situacij, ki se mi dogajajo v življenju. Ampak to je treba povedati na pravi način, ni dovolj samo zgodba. Res je, pa ne samo na pravi način, težko je vedeti, kateri je pravi način, ker smo poslušalci zelo raznoliki. Včasih katero stvar, vsaj preteklosti, sem povedala na ful preveč kompliciran način, preveč prenesenem pomenu in zelo redki, ki so se poglobili v moja besedila, so razumeli pravi pomen čisto vsake besede, vsake rime, ki sem jo podala. Nobena ni napisana brez veze oziroma samo zato, ker se rima. Si kdaj kolebala med tem, ali biti v klasični glasbi ali v repu? O tem nikoli nisem razmišljala, čeprav moj zadnji komad, ki ga bomo kasneje slišali, je stilsko povsem drugačen, ker vsebuje tudi petje. V preteklosti sem bila pač mnenja, tudi moja samopodoba in samozavest nista bili najboljši, ker sem bila prepričana, da petje absolutno ni za mene in da to no go, ampak se da. To dokazuješ v glasbi in tudi na zadnje v svojih zgodbah. Tako je, jaz se trudim, po svojih najboljših močeh se nadgrajujem in mislim, da se to tudi vidi in prepozna v vsaki pesmi, vsaki naslednji pesmi, ki jo izdam. Potem pomeni, da dobro opazuješ okolico okrog sebe? Ja, lahko rečem. So pesmi zgodbe bolj o preteklosti, sedanjosti ali tudi zgodbe o prihodnosti? Dosti je iz preteklosti najlažje črpamo, ne? Ko pogledamo, ko se ozremo malo nazaj, ko prepoznamo določene stvari, jih je potem lažje povedati naprej. Določene govorijo o sedanjih situacijah, v kakšnem stanju se trenutno nahajam, jih pa dosti govori tudi o prihodnosti, kaj si želim, kar bi si želela spremeniti, drugače. Se je pa zgodilo tudi pri eni izmed pesmi, ki jih bomo slišali, in sicer Prepovedana. To je prva oziroma hvala Bogu zaenkrat edina pesem, s katero sem si napisala svojo prihodnost. Pa pesem ni bila prepovedana? Ne. Jo spustiva? Seveda, prosim. Baby, Baby, pridi malo bliže, da začutim te zdaj. Sama zna, nikoga ni, ne bodo naju videli. Če ti rečem, da te ne pogrišam, veš, da lažem.
Skrivam čustva, volim bola, tega ne pokažem. Se ne spomniš več trenutka, ko sem ti povedala. Stop, sem prepovedana. Način, kako me prime, stisneš in priviješ k sebi. V trenutku nimam več moči, da rekla bi, da ne bi. Način, kako poljubiš me in z roko greš se niže. Dotakne se, kjer ne bi smel, vrhuncu smo vse bliže. Način, kako želiš, si ključ od mojega srca. Ti vsakič znova rečem, da sem prepovedana. Všeč mi je način, kako mi rečeš, da sem seksi. Rada pridem k tebi v tisti rožnati oblekci. In tvoja sporočila, da sem tvoja mala vila. Da prihaja kmalu dan, ko izginejo pravila. Občutek tvojega diha, toplega na mojem vratu, daje vedet mi, da nisi več samo prijatelj. In čustvo, ki kot kaže, da globine ne poznajo. Rdeča lička in dragec se trudim, da me ne izdajo. Trenutki, ko želela bi, da večni bi bili. Trenutki, ko želela bi, da sva le jaz in ti. Trudim se pretvarjati, kot da sploh te ne poznam. Ko prideš mimo mene in rečeš, moja mala, kam? Baby, pridi malo bliže, da začutim te zdaj. Sama sva, nikogar ni, ne bodo naju videli. Če ti rečem, da te ne pogrešam, veš, da lažem. Skrivam čustva, volim bola, tega ne pokažem. Se ne spomniš več trenutka, ko sem ti povedala. Stop, sem prepovedana. Videla sem te, kako prihajal si v klub. Pogledal si okrog, z roko poslal si mi poljub. Prihajal si vse bliže in prijel si me za roko. Pogledala smo se v oči, to je bilo globoko. Peljal si me čez sobo v ta najtemnejši kot. Previdno sva skoz gledala, če vidi naju kdo. Spet si me poljubil in pritisnil me ob steno. Segel si pod krilo in se mi noro je zvrtelo. Strahom sem pogledala, če res sva čisto sama. Brez občutka krivde sem se cela ti predala. Ne moreš verjet, ne morem se upret, sasno red, da sem tvoja spet. Našminkala sem ustnice, na novo počesala. Popravila si krilo in na svojo stran zbežala. Pretvarjala sva se, kot da nič kaj ni bilo. A trenutki poželenja nama greli so telo. Vedno bolj pogosto se skrivaj dobivama. Še vedno sva v grehu, ker sva prepovedana. Baby, pridi malo bliže, da začutim te zdaj. Sama sva, nikogar ni, ne bodo naju videli. Če ti rečem, da te ne pogrešam, veš, da lažem. Skrivam čustva, volim bola, tega ne pokažem. Se ne spomniš več trenutka, ko sem ti povedala. Stop, sem prepovedana. Baby, pridi, da začutim tvoj utrip. Nikogar ni, ne bodo naju videli. Se ne spomniš, da sem ti povedala, jaz sem prepovedana. Nuši je z mano v oddaji Radioaktivno. Danes ne predstavljava albuma, še ga nimaš. Ali razmišljaš o njem? Glede na to, koliko pesmi smo predstavljali, nekih še imam starejših, bi album lahko bil, ampak ne, album si želim seveda absolutno, da je to ena mojih želja, kot želja vseh artistov, enkrat izdati svoj album. Trenutno razmišljam o posameznih singlih, ko bo pa zadeva tako daleč oziroma dozorela, pa absolutno si želim tudi svoj album. Preko glasbe pripoveduješ svoje poglede na svet, ali ti pogledi nastajajo bolj po noči, kot je to pri glasbenikih običajno? Ali sedaj se tudi kakšni utrne v času tega intervjuja? V času tega intervjuja se fokusiram na druge stvari, ampak da se mi bo kasneje, ko se mi bo film zavrtel nazaj, utrnila kakšna ideja. Tudi jaz sem zvečer najbolj kreativna in po noči oziroma dolgo zvečer
podaljšam malo v noč. In nisem jutrni tip, absolutno ne. Dosti krat, recimo zdaj, ko sem se tako daleč pripeljala do vas na poti, če sem sama, dosti razmišljam in takrat se mi veliko krat tudi utrne kakšna ideja. Potem takoj vzameš v roke telefon in se zadeva posname. Ja, to je ena najboljših rešitev, čeprav treba zelo paziti med vožnjo. Zdaj, če vozim jaz, pol je to zelo težko, pa se rajški ustavim, ker če si ne zapišem, takoj se je zgodilo, da čez 20 minut pozabim, kaj sem imela v mislih. To se dogaja ob vseh informacijah. Res je, drži. Nuši, kaj pa glasba, ki spremlja besedila, jo ustvarjaš tudi sama ali so za to drugi avtorji? Ne, s produkcijo se ne ukvarjam sama, nismo vsi za vse, to prepustim res strokovnjakom. Dosti različnih se pojavlja v pesmih, ki jih bomo danes slišali. Vsi so naši, vsi so slovenski producenti. Mislim, da je eden boljši od drugega, težko rečem. Z enim mislim, da se delovala večkrat, z nekaterimi mogoče še bom, pustimo se presenetiti. Ker ti pri repu se dosti krat vzamejo razni sampli in podobne zadeve. Jaz zelo spoštujem ljudi, ki so kreativni sami, ki res naredijo glasbeno produkcijo po svojih idejah. Zato dosti rajš najdem producenta, mu predstavim mojo idejo, mojo zgodbo, tekst in on potem z svojimi čarovnijami doda še samo dodatno vrednost moje pesmi in jo obogati z svojim delom. Najlažje je seveda kupiti avtorske pravice in produkcijo na internetu, snet z interneta in narediti, napisati komad, ampak ni to, ne da to tiste energije in duše potem pesmi, take kot lahko eno tako sodelovanje. Potem je veliko tega usklajevanja med glasbo in besedilom. Je kar nekaj, čeprav se to dosti hitro zbalansira. Je prej besedilo kot glasba? Včasih je prej besedilo, pa na to nastane glasba, odvisno tudi od človeka, s katerim sodelujem. Nekateri raje delajo glasbo, tako kot sem prej rekla, na že nastavljeno besedilo. Včasih pa jaz dobim idejo na eno melodijo, ki jo slišim. Tako da to čist odvisno. Boš kaj tudi napisala sama? V bistvu besedila itak pišem sama, včasih kakšna ideja za aranžma, za melodijo so bolj kot ne moje. Kar se tiče pač same produkcije, to pa prepuščam strokovnjakom. Greva z glasbo naprej. 4. po vrsti bo Wanna Be My Cowboy, pa ni v country ritmu. Ja, pa je. Ime malo je, ja. Malo, tak country stil. Ja, pred leti sem na nek tak šaljiv način želela povedati vsem svojim kavbojem, kakšni mora biti zame. Pa si skladbo poslala tudi preko luže? Ne, nisem, zaradi tega, ker v bistvu je pesem v izvornem jeziku slovenskem, refren je delno angleški, ampak načeloma je to slovenski komad. Pojavil se je en producent čez lužo iz Amerike, ki je napravil en remix tega komada, malo bolj tehno scena. Je bil zelo dober, no, moram reči, ampak nekako nismo se dali zraven, da bi to razširili in poslali naprej. Evo mene va čao, primi me na harde na šank. Bite na start, vprašaj kaj bom pila, za pivo preč fina, biraj martini pila, čila. Pri mene sladoled, pojem ga s tabo vred, podarim ti lep pogled, če me pele s tabo svet, kamorkoli greš. Važno da veš, kaj se lahko, pa kaj ne smeš, pleš. Če si pravi cowboy, veš, varat me ne smeš, kolegom povej, sam tvoje bom zdaj. Ti pa moje, let's go and play. Daj mi roko in pridrži vrata, skrbi zame, se zavedi, da sem zlata. Razvaj kom princeso, na pladnju mi prenesi boš vse, če hočeš biti moj mož. Cowboy stoj, pripravljen si na boj, mene opunja, boj za parkuraša. Nijem časa, da z mano se ponašaš. Za me vzemi si čas, povej mi na glas, da me imaš. Da sem tvoja kraš, bud fit, ne pit, ne drugi gledat prid. Let's go right to the beat, vzemi vajci in začuti ritem. Pazi na ostroge, gledano prehiter, pelal me boš na ples. V ritmu drum and bass, ko ne prišel boš po mene, ker ne bom hodila peš. Evo zdaj te mam, čisto se ti dam, kar mam. Ne bo te sram, sam glej, za vedno boš le moj. If you wanna be my cowboy, cowboy. If you wanna be my cowboy. If you wanna be my cowboy.
Wanna Be My Cowboy je pela Nuši, v oddaji Radioaktivna. Že prej sem dejal, da si nabrala kar nekaj skladb in razmišljala o albumu. Danes mladi pevci gradite predvsem na singlih. Nekako vam že govorimo tudi single generacija. Ja, drži. Ne vem zakaj, škoda je, ampak sam album ni več tako cenjen, kot je včasih bil. Včasih je bila zgoščenka, je bil CD, se je to prodajalo, človek je to z veseljem kupil in imel nek svoj pomen in smisel. Danes ga skoraj več nima. Ker ljudje so glasbo snamemo z interneta, vse se da potegniti ali kupiti na internetu in se mi zdi, da se je res zgubil tisti pravi pomen albuma. Škoda, no, ampak upam, da se to kdaj povrne nazaj. Je pa vseeno album neka vizitka glasbenika. Vizitka glasbenika, nek podpis, nek pečat in pa tudi zelo dobra promocija, se strinjam. Čeprav danes več ni nujno, da je na fizičnem nosilcu, lahko je samo v digitalni obliki. Ja, res je. Zato si tudi želim enkrat to. Koliko skladb imaš potem danes v svojem repertoarju? Na prstih ne morem prešteti. Slišali bomo te najbolj kvalitetne, je pa dosti takih še, no, ki so še ozadaj. Delaš v slovenščini, kar je zanimivo. Ja, to je moj cilj, to je moje bistvo, ker želim sama sporočati ljudem svoje zgodbe prek svojih tekstov, ki jih pišem. V angleščini žal moj besedni zaklad ni tako dober, da bi sama pisala v angleščini. Je pa ta zadnji, ki ga bomo kasneje slišali, Benefits, je nastal izpod rok ameriškega tekstopisca. Tako da si ti samo podala tematiko. Tako. Naslednja, ki bo spustila, bo Na drugi strani. Ja, pesem Na drugi strani je nastala v sodelovanju z mariborskim producentom Teodorjem Amanovič Tošem. Z njim smo sodelovala pri 2 komadih, tudi pri pesmi Prepusti se, ki bomo slišali kasneje. Mislim, da smo super oba komada zapakirala, oba sta mi zelo všeč, z obema sem ful zadovoljna. Z pesmi Na drugi strani sem že takrat začela sporočati, kaj meni osebno pomeni za srečo in zadovoljstvo v življenju, da sem spoznala, da je ta materialistični svet pravzaprav zelo prazen in da me ne usrečuje nič znotraj mene, če sama nisem srečna in zadovoljna v odnosu z ljudmi, ki jih imam ob sebi predvsem. In upam, da ne samo meni, da tudi ostalim, da tudi drugim ljudem za zadovoljstvo in srečo pomeni odnos, da se začnejo ljudje obračati k sebi, da se poglobijo v odnosu predvsem do sebe, potem tudi do drugih in o tem govori ta komad. Na drugi strani mesta do mojega srca vodi čisto druga cesta. Na vseh razpotih hitro kreneš iz poti, a na koncu vsake krize sma sam jaz pa ti. Po prometnih znakov človek sploh ne ve, kaj dela, dok ljudi vse ve, komu bi še lahko verjela. Na drugi strani mesta je dialekt, brez postankov tu in tam, samo direkt. Če bolj pomembno ti je delo in pa denar, manj bolj pomemben je odnos in ti me čar. Če bolj pomembno ti je delo in pa denar, manj bolj pomemben je odnos in ti me čar. Nega denarja na tem svetu, da prineslo bi mi to, kar zapolni mi srce. Sam jaz pa ti, sam jaz, a boš temu kos, pomemben je odnos. Nega denarja na tem svetu, da prineslo bi mi to, kar zapolni mi srce. Sam jaz pa ti, sam jaz, a boš temu kos, pomemben je odnos. Ti imaš rad vse po planu, jaz pa pravim bo kar bo. Ti potuje z vlakom, jaz grem rajši na letalo. In 3 besede, žal za srečo so premalo. Če bolj pomembno ti je delo in pa denar, manj bolj pomemben je odnos in ti me čar. Če bolj pomembno ti je delo in pa denar, manj bolj pomemben je odnos in ti me čar. Nega denarja na tem svetu, da prineslo bi mi to, kar zapolni mi srce. Sam jaz pa ti, sam jaz, a boš temu kos, pomemben je odnos. Nega denarja na tem svetu, da prineslo bi mi to, kar zapolni mi srce. Sam jaz pa ti, sam jaz, a boš temu kos, pomemben je odnos. Bodma iskrena, povejma svoja čustva, ker pa po tvoje nemam istega okusa. Minus da sem zaradi tega slaba, ne sledim le sebi, delam to, kam imam jaz rada. Sam sprememba, prinesla bo spremembo. Ti pa razmisli, kaj ti je bolj pomembno, sijaj na tleh ali pa iskrice v očeh.
žuljeve roke ali pa roke v laseh. Svoj ego spustiti in pa videti moj nasmeh, ali pa mnenje drugih, ko pa mnenje naju dveh. Svoj ego spustiti in pa videti moj nasmeh, ali pa mnenje drugih, ko pa mnenje naju dveh. Nekaj znajo na tem svetu, da prinesu bi mi to, kar zapolni mi srce. Sam jaz pa ti, sam jaz, a poštemo gost, pomemben je odnos. Nekaj znajo na tem svetu, da prinesu bi mi to, kar zapolni mi srce. Sam jaz pa ti, sam jaz, a poštemo gost, pomemben je odnos. Sam jaz pa ti. Svoj ego spustiti in pa videti moj nasmeh, ali pa mnenje drugih, ko pa mnenje naju dveh. Nuši je z mano v oddaji Radioaktivno. Si pogosto na odrih? Pa ja, zelo rada skačem po odrih, kadar je le možno. Ne ravno vsak vikend, nisem na vsaki gasilski veselici, ampak ko se ponudi priložnost, pa vedno z veseljem grem. Je dovolj prostora v Sloveniji, da lahko svojo glasbo nastopaš? Z moje pojme je prostora dovolj za prav vse, ker glasbeni vkusi so itak ful različni. Tudi se mi zdi, da sama ne delam take glasbe, ki ne bi bila poslušljiva, če tudi je rap, če tudi ni mogoče to z vrst vsakega poslušalca. Se mi zdi dosti poslušljivo, tudi program, repertoar, ki ga imam na svojih nastopih, je zelo raznolik. Nekaj imam svojih pesmi, nekaj imam prired, nekaj imam tujih, znanih, teh popularnih komadov, da se mi zdi, da se lahko zadovolji čisto prav vsak poslušalec. Kako te sprejemajo poslušalci in tvojo glasbo posledično? Jaz mislim, da kar dobro, no, imam podporo, me drži na vrhu že skoraj 15 let, še vedno imam voljo, še vedno se trudim in vztrajam ravno zaradi tega, ker imam podporo ljudi, ker dobivam feedback, ki ga dajem, čeprav tega nikoli ni dovolj. Je težko priti iz Koroške, glasbene smisla seveda mislim, v center Slovenije? Je malo težje, čeprav to ne bi bil smel biti izgovor, ampak na nek način fizično sem odrezana od sveta, bi lahko rekli, da ker ne dobimo tiste naše avtoceste, če bom jaz doživela to, ali pa mogoče nekdaj moji vnuki. Ja, težje je, ker le do sem rabila 1:40 minut, da smo se videli, da se lahko podružimo, kamorkoli grem na nastop, grem v Ljubljano. Mi res vzame ful velik časa, da prepotujem to pot in ne moreš takoj v trenutku skočiti na neko dogodek, neko mesto, da se nekje pojaviš, da si lahko skozi prisoten. To je težje. To je fizična barijera, kaj pa tista glasbena, da prideš izven lokalnih okvirjev, širši slovenski prostor. Je to težje, če si z nekje z obrobja? Se pravi, ne bi smelo biti. Če imaš okrog sebe prave ljudi, če si rečeš prave ljudi, se da. Sama bom rekla, da sem mogoče tule malo omejena, da širim zdaj loke, malo drgam to zadnje čase, mogoče zadnja leta. Prej mi nekako to ni najbolj uspevalo, se pa trudim vsekakor. Da prodreš tudi na Štajersko, Primorsko, Goriško, Dolenjsko. Se sem prvič na vašem koncu fizično. Glasbeno nekaj, glasbeno se v oddaji že bila, pa na radio. No, super to že, ampak fizično sem pa vesela, da sem danes tukaj. Naslednja, ki jo bova spustila, bo Prepusti sem. Ta pesem je tudi nastala z Tošem, kot sem omenila prej. Pesem je taka malo bolj energična, govori o tem, da se moramo kdaj v življenju tudi znati ustaviti in se posvetiti trenutku tukaj in zdaj. Ker to je pomembno. Ne kaj je bilo v preteklosti, ne kaj bo v prihodnosti, tukaj in zdaj je pomemben. Ampak ljudje ne znamo, ljudje samo drvimo in se ne znamo ustaviti. In v življenju tudi fajn pogledati iz vsake situacije, najti neko pozitivno stvar, iz vsake slabe situacije, negativne, tudi pozitivno stvar potegniti. In o takih stvarih govori ta pesem. Mene za pas, da bo plešel vse, kar čutim je bas. In ta glas, ki pravi, zdaj je ta čas, kaj je lahko in kaj ne. Videz vara, veza, upi v moč, do uspeha res ne prideš čez noč. Veš, kaj si želiš in kaj si dosegel, edini tvoj prijatelj je odse v špeglu. In daje energijo, je točno tale bit, z vsakim hudim gibom postaja večji hit. Kaj lahko in kaj ne, začuti ritem, ne bo hiter in prepusti se. Dajmo roke v zrak, dajmo glavo v zrak, naredi nov korak.
boš nisem grob, je slava pa denar. Ne grem do dna, dokler bo Maurica šla do neba. Danes si jutri te ni, zato živim tu in zdaj. Spomni se trenutkov, ki so smešni, učijo ljudi, ki se zdijo resni. Pozabi bolečino, vse bolezni, vse lahko dosežeš, ko nastane iz ljubezni. Je nekdo, ki te podpira in ima rad, a je to prijatelj, sestra ali brat. Zmeri najdo boš rešitev, glavo v zrak, življenje je zabavno. Ne se bati, ustavi se, ne rini, poj in pleši, pozitivno misli, vse se reši, trenutek bodi z mano. Jesi ti to, kar je pomembno, pogled v oči. Daje energijo, je točno tale trip, z vsakim hudim gibom postaja večji hit. Kaj lahko in kaj ne, začuti ritem, nej bo hiter in prepusti se. Dajmo roke v zrak, dajmo glavo v zrak, naredi nov korak, pridi ne se bat. Dajmo roke v zrak, dajmo glavo v zrak, naredi nov korak, tega nima vsak. Dajmo roke v zrak, dajmo glavo v zrak, naredi nov korak, pridi ne se bat. Dajmo roke v zrak, dajmo glavo v zrak, naredi nov korak, tega nima vsak. Moji ljubi, dej zagrubim, dej odnese se. Moji ljubi, dej zagrubim, v strastnem ritmu dej. Dajmo roke v zrak, dajmo glavo v zrak, naredi nov korak, pridi ne se bat. Dajmo roke v zrak, dajmo glavo v zrak, naredi nov korak, tega nima vsak. Dajmo roke v zrak, dajmo glavo v zrak, naredi nov korak, pridi ne se bat. Dajmo roke v zrak, dajmo glavo v zrak, naredi nov korak, tega nima vsak. Glavo v zrak, ne se bat. Glavo v zrak, nov korak, nima vsak. Moji ljubi, dej zagrubim, dej odnese te. Tvoji ljubi, dej zagrubim, v strastnem ritmu zdaj. Prepustili smo se glasbi Nuši, ki je z mano v oddaji Radioaktivno. Kako do tvoje glasbe? Je to, da imaš samo single? Ali je to na kakšni tej digitalni platformi ali kako drugače? Novi komadi, kot so ti, ki bomo kasneje slišali, Kraljica Benefic, so na digitalnih platformah, prejšnjih žal ni, se pa čisto vse komade da slišati na YouTube kanalu, neki na mojem, Nuši, neki je razpršenih okrog, ampak če človek malo pobrska in vpiše Nuši, NUSHY, zagotovo najde čisto vse. Si aktivna na družabnih omrežjih? Ja, kakor mi časovno znese, seveda se trudim biti aktivna, da sem prisotna, ker to tudi rada delam in mi je všeč, čeprav se včasih malo preveč obremenjujemo s tem in smo že malo zasvojeni, kar me na nek način moti, glede na to, kako drugače v življenju funkcioniram. Ampak ja, brez socialnih omrežij te pač ni. Tako da sem aktivna na Facebooku in na Instagramu. Facebook ali Instagram? Oboje. Kaj danes bolj vžge? Mislim, da Facebook zgublja tisti svoj pomp, ki včasih bil, Instagram se mi zdi bolj popularen. Kot pa si dejala, vedno treba biti prisoten, da vedo za tebe. Ja, žal. Koliko pa vložiš v videoprodukcijo? Dejansko danes treba skoraj da vsak single pospremiti z videospotom. Ja, ljudje smo, 90% nas je bolj vizualnega tipa in ja, ljudje dosti bolj gledajo, ko pa poslušajo velikokrat. In ima pesem, glasba čist nek drug pomen, če je za njo tudi en dober video. Z vsakim novim se bolj zavedam, koliko pomembna je video podoba in se tudi vsakim trudim nadgraditi to. Večina jih ima svoje videospote, tudi če je to neki minimalni vložek, lahko je to čist preprosta zadeva, samo da je. Danes pa običajno videospot ostane samo na YouTubeu, kajti televizije skoraj da več ne vrtijo slovenske glasbe, videoprodukcije. Ja, to se mi zdi ful škoda. Redke so oddaje, ki vrtijo oziroma za kako predstavitev že, da se predstavi zadeva, so razne oddaje, ampak ne vrtijo pa več videospotov, kot se je to vrtelo včasih. Kaj bi bilo po tvojem treba storiti, da se to spremeni? To ni čisto nič ni od mene odvisno, ampak od urednikov in škoda se mi zdi, no. Včasih je bilo to dosti boljše. Sama se spomnim, ko sem gledala one oddaje, kjer so vrteli videospote, pa sem imela čez cel dan televizijo prižgano sem za to, ampak ti časi so mimo najbrž.
Nuše, koliko pa daš na imidž? Pa dam. Danes nisi klasično repersko oblečena. Ne, sem skoraj hotela reči, da nikoli nisem bila, pa bi se zlagala. Bila sem v mojih najstniških letih, ko sem bila srednjošolka, sem se tipično repersko, begi, široke hlače, puloveri na kapuce, šilt kape, neka taka opornica sem bila v tistih svojih letih, ampak z leti, ko se človek spoznava sam sebe, ko se raziskuje, ko se uči, ko se nadgrajuje, pač prideš tudi do nekih drugih kotičkov sebe in začneš gledati nase tudi malo drugače, a se drugače začneš sprejemati in tako je počasi pa tudi rastlo in moja zunanja podoba in moja notranja podoba. Tako da danes mislim, da ni nič več podobno tistemu stilu, čeprav se ne obremenjujem preveč s tem, kaj mislijo drugi, kaj bodo rekli drugi, naredim in oblečem se, kot se počutim tisti trenutek. Valjda se za oder ali pa za televizijo uredi malo drugače, kot pa običajno vsak dan. Rep kar narekuje neke modne trende. Lahko bi rekli, da je hip-hop kultura ima nek svoj stil, kot pač imajo vse ostale. Zdaj pa se ga držiš ali pa ne, ni mus se, če pogledamo vse te svetovne zvezde, kake so zelo različne, zelo. Kdaj pa že tudi čudne? Mnogokrat. Vse za pozornost. Narediš škandal, takoj si na družabnih omrežjih in takoj bomo vedeli, oziroma več ljudi bo potem vedelo za tebe. Ja, včasih tudi slaba reklama dobra pravijo, ampak jaz mislim, da ni čisto resno, da sploh ženske, ki smo bolj izpostavljene mogoče, vsaka ženska se lahko počuti kot dama in kraljica, ker je to v duši in srcu in zato ne bi rabila potrebovati neke zunanje potrditve iz okolice in o tem govori pesem Kraljica, da v bistvu moramo sprejemati sebe takšni, kot smo, z vsemi svojimi napakami, da smo pravzaprav popolni v vsej svoji nepopolnosti in ravno o tem govori, spodbujati želim s tem komadom ženske in punce k pozitivni samopodobi in spodbujati ljudi, da se začnejo ukvarjati s sabo, z odnosom do sebe in se nadgrajevati. Draga dama, ti stopi pred zrcalo, spremi podobo, ki vidiš jo pred sabo. Ni krivo ogledalo, če ni ti všeč odsev, če v sebi imaš le žalost, sovraštvo in pa gnev. Življenju je podobno, če hočeš imeti uspeh, najboljši rezultat dobiš, ko daš mu svoj nasmeh. Ne verjameš, da si lepa, vprašaj pušlarino, krono nosi tista, ki ta pravo ima vsebino. Bo lepši svet, ko boš premagala sovraštvo, bodi močna, ti to zmoreš. Beba, imaš to, sama dobro veš, kaj je laž in kaj resnica. Vzemi, kaj pripada ti, ne tvoja bo pravica. Si suha ali debela, si nika ali si žbela, si blond ali pa rjava, si pek ali pa ta prava, si mlada ali pa stara, tudi če te nobene mara. V življenju boš uspela, ko v sebe boš verjela. Je lepota, odnosi med ljudmi zame prva so vrednota in koga poslušati, kaj vse ne bi smela, je moja odločitev, ali bom repala ali pela. Zato pa punce, vzeti stvari v svoje roke, brez skrbi dobro vemo, do poroke vse bo okej. Ne vrednoti preko drugih, se pomembno je, da trudi se, potrudi se. In obljubi zdaj, bodi samo svoja, bitke ni brez boja, sama svoj nasprotnik si, ne bo zmaga tvoja. Spomni se takrat, ko te bodo dodržali, nič ni nemogoče, rekel je Mohamed Ali. Bodi neodvisna, veš, da svet je mali, zato ne čaki princa, da kraljestvo si ustvariš. Poglej spet v zrcalo, ali ni to lepotica, popravi svojo krono in podpiši se kraljica.
Kraljica in Nuši, danes si dobesedno kraljica, ker ti si v gradu. Ja, in moram povedati, da sem v bistvu na radiju na najboljši lokaciji do zdaj. In mi je čas, da sem v gradu. In še prav primerno skladbo sva zavrtela. Odlično. Nuši, glasba in služba gresta skupaj? To sta sicer dve zelo različni področji, skupaj gre, ker mi uspe to furati. Čeprav jaz včasih sem se pohecala, da sem oseba, da imam več osebnosti, ampak na šaljiv način. Ker imam toliko različnih področji in včasih ljudje tudi ne ločijo teh oseb med sabo in ne povežejo, da to ena nista oseba. Ker ukvarjam se namreč z terapevtskimi storitvami, sem terapeutka. Pravzaprav tudi glasba na nek način terapija. Več vrst načinov terapije z glasbo poznamo. Zaenkrat mi to uspe. Ali pri svojem delu tudi kdaj moraš zapeti? Sicer se redko zgodi, navadno, ko so to kakšni otroci. Takrat, ki me poznajo, da vejo, s čim se ukvarjam, da poznajo mojo glasbo. Otroci so dosti pogumni, da rečejo, daj mi kaj zarepej. Pa navadno jim pol tudi ugodim. Pogosto je glasba tudi terapija. Ja, tako ali drugače. Za nas umetnike kot glasbenike je na neki način psihoterapija, ker ti daš ven, ti napišeš, ti daš iz sebe svoje čustva, svoje občutke na papir in iz papirja v glasbo. In na nek način to je terapija. Seveda poznamo pa tudi terapijo s pomočjo zvoka, ampak to so čisto pol druge vibracije. Nuši, si še kaj na odru kot igralka? Kot igralka, ravno sem danes bila v kontaktu z mojo soigralko in pravi, da je 10 let tega, kar smo skupaj stali na odru, prav ne morem verjeti, kako hiter čas teče. Ne, po tistem času kot igralka na odru se nisem več pojavila, pa ne, da ne bi želela, z veseljem se želim še preizkusiti v kakšni drugi vlogi, kot sem se takrat na amaterskem gledališču, ampak seveda časovno enostavno človek ne more vsega, če bi dan imel malo več kot 24 ur, pa bi mogoče šlo. Kaj pa konje in ježa? Pred nekaj leti sem konjeniški šport opustila. Spremljal me je od mojega kar 10. leta. V bistvu sem se več kot 20 let ukvarjala s konji. Še vedno se, ampak tekmovalnega športa več ne izvajam. Ravno iz tega razloga, ker preveč ima človek idej, preveč ima človek želja, da bi vse lahko handlal. Konji so zelo ena taka stvar, velika odgovornost in zahteva tudi svoj način življenja. Zdaj, a si kmet ali pa nisi, vmesne poti ni. Kje so potem še pol odri, pa muzika, pa vse ostalo, pa služba, težko je bilo to. Leta in leta sem vzporedno pelala lahko oboje do ene faze, ko pa več ni šlo. Ker tudi finančno oboje je zelo zahtevno, časovno zahteva oboje veliko pozornosti in sem mogla postaviti malo prioritete. Sklenila bova z glasbo in tvojim aktualnim singlom. Kakšni so tvoji glasbeni izzivi v prihodnje? Kar podobni, kot jih predstavlja tale pesem, ki jo bomo čuli. Seveda se kot učenje petja nadgrajujem in v tem stilu želim pelati muziko naprej, ker mi je ful všeč, izpopolnjevati svoj jezik, tudi v tujih jezikih, čeprav izvorno še vedno ostaja slovenščina tista, ta glavna, ker le sama, kot sem povedala prej, preko tekstov sporočam svoje. Benefic je aktualna? Benefic je sveža, še vedno vroča pesem. Nastala je v sodelovanju z mariborskim producentom in glasbenikom Aiden Roycem. To je njegovo umetniško ime. Tekst pa je napisal ameriški songwriter. Zato je tudi v bistvu ostala v izvornem jeziku, ker na nek način mi je bil to izziv zelo velik, ker moja angleščina ni najbolj tekoča in gladka in mehka, kot bi mogla biti. Sicer smo se zelo potrudili. Pa tudi neka priložnost je dodatna, da me pa slišijo tudi poslušalci izven Slovenije v angleškem jeziku, zato smo se odločili dati angleško verzijo. Kaj ti danes splet nima meja? Ne, nima jih, res ne. Usporedno tudi videospot? Tako je, za pesem smo posneli tudi videospot. Malo je trajalo sicer, ker pesem je nastala že nekaj časa nazaj, ampak zelo lepo nam je uspelo prikazati vso to dogajanje, o kateri pesem govori. In sicer pač prikazuje nek zelo pogost odnos, ki se lahko ustvari med moškim in žensko, ko se ženska dostikrat počuti izkoriščena skozi intimen odnos strani moškega.
njemu pač ni mar za njena čustva in on ima svoje prioritete in na nek način se ji ne posveča, kot bi se je mogel. Ženske smo sploh take, da rade pričakujemo več, ona zato pač še vedno nekako vztraja v tem odnosu, ker pač ima upanje, da bo mogoče nekdaj le boljš, da se bo stvari spremenile, ker se to ne zgodi, preprosto zaradi vseh zamer, ki so se nabrale, pride ona en tak maščevalni odnos in svojo namensko neodzivnostjo pritegne njegovo pozornost, da se začne on za njo truditi. Ker seveda pač hitro ugotovi, da tak odnos dolgoročno ne more tudi ne funkcionirati in vsa tista čustva pristna so se pa itak zgubila že skozi vsa dogajanja situacije, se pač odloči pol narediti konec in gre naprej. Ko te sedaj posluša, vidim, da ne bo ostalo pri teh skladbah, ki si jih do sedaj izdala, da imaš še veliko idej tudi prihodnje. Ogromno. Idej ne bo zmanjkalo, ne bojte se. Samo popreti treba za delo. Točno to. Benefic bova sedaj spustila tudi v eter oddaje Radioaktivno. Nuši, hvala, da si se oglasila v našem studiu v Ormožu ter uspešno in čim bolj delovno naprej. No, z veseljem, počutila sem se danes kot kraljica. Mogoče tukaj ozreš še kralja. Kdo ve? Stolen and you went through the door. Told myself I'll never see you again. Oh boy, you got some nerve. Never when you need a swerve. To the left, to the left. You know that you're right. You know that you're right. I gon' show up like we're still cool. Like I'm over that and you. We can never have what we had before. I'm not holding grudges, we can still be friends. With benefits. When I'm in the mood, I'll call you. You can be my sex, but I will spoil you, no. With benefits. You're only good for two things. Your body and a heartbreak. Your body and a heartbreak, yeah. I don't want your love, no. I don't want your love, just benefits. Stop pleading your case. You ain't OG, this ain't trouble. Yes, your actions left me heartless. So I'm cool, far from blind. You wanna make this work, then you need to play a role. You need to get control, I'm not the same. You're not my Tarzan and I'm not your Jane. I'm not your Jane. I'm not your Jane. I'm not your Jane. You're not my Tarzan and I'm not your Jane. We can never have what we had before. I'm not holding grudges, we can still be friends. With benefits. When I'm in the mood, I'll call you. You can be my sex, but I won't spoil you, no. With benefits. You're only good for two things. Your body and a heartbreak. Your body and a heartbreak, yeah. I don't want your love, no. I don't want your love, just benefits. We will never be the same. You're no Tarzan, I'm no Jane. If you're able, then I'm Kane. Still feel blood rushing through my veins. You're lucky I'm sane. I got these flames burning inside of me just like a dragon. I'm breathing your way. No hesitation, my target unlocked. No hesitation, I'm popping your top. All you gotta do is say yes, and I hope you really do, cause I don't really wanna flex. I'd rather be laid up in sheets. Sweat dripping down to my knees. Faking love until I scream. Touch my body as you please. Ride me slower than a beam, a Benz or Bentley in the streets. Yes, I'm free, but not in love. I'm a freak, but not your hoe. Don't be confused, I'm not amused. This was a scar, now it's a bruise. You know you did it, I owe it to you. You broke my heart, you turned it blue. Time on my side, she healed my wounds. And I got by, yes I got by. See I broke these chains that you left behind. See all felt lost, but I was blind. Said I broke these chains you left behind. See all felt lost, but I was blind. With benefits. When I'm in the mood, I'll call you. You can be my sex, but I will spoil you, no.
just benefits. Hello, lepo zdrav, moje ime je Nuši, če hočeš imeti se fajn, Radioaktivno zdaj posluši.